Pozdravljene, drage ljubiteljice besednega sveta in drugi morebitni naključneži. Dobrodošli znova v besedi tedna. Kot vidite, tokrat malo šepam. Prejšnji večer sem med branjem pred kratkim izdanega slovensko-svahilijskega slovarja zaspal in po nesreči mi je ta težka knjiga padla naravnost na koleno. Tipična poškodba knjižnega molja, kaj ne da? Slovenska diplomacija je sredi enega največjih izzivov v zadnjih letih. Mrzlično po svetu išče podporo svoji kandidaturi za prestižno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Predsednica države, predsednik vlade, ministrica Fajonova, vsi zaposleni na Ministrstvu za zunanje zadeve, snažilko in vratarjem v red, vsak se po svojih močeh trudi pocukati za rokav kakšnega tujega diplomata ali vsaj turista in ga prositi za glas v korist Slovenije in ne Belorusije, ki je naša edina protikandidatka. Prav neverjetno, koliko truda naša diplomacija vlaga v ta cilj, koliko nadur opravi, koliko novih in za nas povsem neznanih prestolnic se odpravi. V enem izmed lokalov v bližini Ministrstva za zunanje zadeve smo nedavno s klasično metodo prikritega vlečenja na uho izvedeli za novo besedo, ki zelo lepo opiše te napore naše diplomacije. Diplomatranje, naša nova beseda tedna. Diplomatranje. Ko v dobrih 30 letih obstoja države nisi poslal toliko pisem, mailov, SMS-ov, razglednic, voščilnic, telegramov, kolikor si jih v zadnjem mesecu dni. Ko dnevno komuniciraš z voditelji držav, ki jih večinoma poznaš samo iz osnovnošolskega atlasa ali morebiti križank. Ko celo letiš v nekatere izmed teh držav in si v sebi govoriš, mater, tole je pa res daleč. Diplomatranje. Ko z vso vnemo iščeš podporo v državah, katere državljane vneto deportiraš vsakič, ko uspejo preskočiti bodečo žico, ki je še vedno nismo v celoti odstranili z meje. Ko hodiš v Afriko in v polnosti razumeš vse lokalne, razvojne, družbene in klimatske izzive, a te na koncu dneva zares zanima samo to, na kateri gumb bodo pritisnili, ko bodo glasovali v Združenih narodih. Vse to je diplomatranje. Kako zanimivo bi šele bilo, če bi bila še vedno na oblasti prejšnja vlada, ki je sploh zagnala našo kandidaturo. Anžeta Logarja si še nekako predstavljamo na obisku v Tanzaniji, Ruandi, Malaviju. Kaj pa Grimsa, Mahniča, Janšo? Kateri izmed njih bi si drznil v Afriki prositi za pomoč? Si predstavljate Hojsa, kako se vrača na Brnik šopom obljubljenih glasov in posvojenim šimpanzom na rami? To bi šele bilo pravo diplomatranje. Ki je bila tokrat naša beseda tedna. Čakaj mal, dejansko si pogledala cel video do konca. O, bravo, tole pa treba zdaj le proslaviti. Takoj, da pritisneš subscribe.